Pozdravljeni. Torej, jaz se bom zdaj navezal na to našo zgodbo iz Kranja s predstavitvijo enega zanimivega možakarja, ki sicer ni bil iz Kranja, ampak je pa precej zaznamoval torej zgodovino Kranja 20. stoletja, tako da predvsem ti dve glavni področji njegovega delovanja v tekstilijah in v prešernoslovju, tako da bom predstavil obe plati, ti njegovi glavni področji, za kateri se je zanimal. Torej, ta gospod, Črtomir Zorec, se je rodil leta 1907 v Stični, tako da je bil Dolenjec, bil je sin nekega danes precej malo znanega pisatelja Ivana Zorca. In ko je bil majhen, se je zanimal za umetnost in je napisal in objavil nekaj krajših zgodb, ampak potem pa tega ni več nadaljeval, torej pisanje leposlova je opustil, je potem priredil nekaj del drugih avtorjev, ampak ni se pa več vračal na to. Ko je bil 16 let star, je začel obiskovati kiparski oddelek tehnične srednje šole tukaj v Ljubljani. Potem leta 1928 pa je za eno leto odpotoval v Prago. Tam je pa študiral na tamkajšnji umetnostni akademiji. Tako da pravzaprav je bil izšolan kipar in na tej točki še ni imel nobene zveze z tekstilijami. Ko se je potem vrnil v slovenske kraje v začetku 30. let, je prišel v Kranj. Tam se je pa vpisal v tamkajšnjo tekstilno šolo, ki je že obstajala, in potem dokončal dvoletni program. Ko je to naredil, je začel poučevati, najprej prvo v Ljubljani in potem v Celju, sicer na raznih tekstilnih tovarnah. Potem v sredi 30. let pa se je vrnil nazaj v Kranj in se zaposlil na tekstilni šoli. Sicer najprej je bil učiteljski pripravnik, ker je šele po 2 letih opravil učiteljski izpit. Če prebrskamo te stare predmetnike iz tega časa, lahko vidimo, da je poučeval takrat 6 predmetov. Sicer narodni jezik, vezave, dekompozicija tkanin, vzorčno in dekorativno risanje, strokovno risanje in ročno tkalstvo. Ko se je začela druga svetovna vojna, je bilo tudi zanj to težko obdobje, namreč ko so Nemci vkorakali v Kranj, je bil Zorec izseljen v južno Srbijo, tako da potem se je sicer našel službo, je tam poučeval na tekstilni šoli v Leskovcu. In seveda to je bilo zanj težko obdobje, ampak vseeno je s tamkajšnjimi domačini vzpostavil odlične stike in jih je potem tudi ohranil do smrti. Tako da malo znan podatek tudi med Kranjčani je, da je Zorec večkrat sprožil pobudo, da se v Kranju postavi spomenik srbski materi kot simbol neke hvaležnosti za to toplo dobrodošlico, ki so jo Srbi organizirali za vse te prestrašene slovenske izgnance. Kmalu zatem je Zorcu uspelo prebegniti nazaj v Ljubljano, sicer ilegalno, zato so ga spet ujeli in je bil tako rekoč celo drugo polovico vojne zaprt v raznih belogardističnih in nemških zaporih, pa tudi italijanskih taboriščih Gonars in Visko. Po koncu vojne se je Zorec ponovno vrnil v Kranj in tam je takoj ponovno postal učitelj tekstilne šole, le malo kasneje pa je postal tudi njen ravnatelj. In njegov urnik je bil tukaj precej poln, torej spet, če gledamo te stare predmetnike, je predaval slovenščino, vzorčno in dekorativno risanje, strokovno risanje, organizacijo tekstilnih tovarn, apreturo in žakarsko tkalstvo. Kasneje zaradi ravnateljskih obveznosti je malo omejil svoje učne obveze in praktično samo še slovenščino in zgodovino, ampak čez nekaj časa pa ga spet najdemo pri celi vrsti predmetov, recimo deziniranje, družbena in moralna vzgoja, vzorčenje in adjustiranje, modno risanje, vezave in nošeznanstvo, tako da je spet bil polno zaposlen. Kljub temu, da je očitno imel ogromno dela, je vedno govoril, da ima rad svoj poklic in je bil hkrati tudi prepričan, da učitelj učencu ne služi le za posredovanje znanja ex cathedra, ampak da mora biti tudi neke vrste učenčev voditelj pri kulturni razgledanosti in plemenitosti, torej tudi njegov vzgojitelj in pomočnik.
No, v tekstilni šoli je bil vzorec aktiven tudi na številne druge načine. Med drugim je zelo zagreto zbiral gradivo, ki je bilo povezano s tekstilstvom in tekstilno zgodovino. In tako je sredi 50. let dejansko ustanovil in odprl na šoli tekstilni muzej. To je bil edini muzej take vrste v regiji in čeprav se je vzorec veliko truda vlagal v to, da se širi in da dobi boljše prostore in da dobi nove predmete, pa danes žal ni več na ogled, ker je potem konec 60. let bila ta zbirka razdeljena med Gorenjski muzej, deloma so jo vzeli v kabinete tekstilne šole, tako da duhovni naslednik je v bistvu ta tekstilni oddelek v Tehniškem muzeju v Bistri, tako da pač tega vzorčevega dela nimamo več v Kranju na ogled. Prav tako se je tekstilna šola v času njegovega ravnateljevanja in v veliki meri prav po zaslugi njegovega angažmaja preselila iz starih, precej neudobnih prostorov v starem delu Kranja v novo zgrajeno stavbo prav s tem namenom na Primskovem predelu Kranja, ki so potem slavnostno odprli poleti 1958. Ta nova šola je bila neke vrste spomenik kranjski tekstilni preteklosti in obljuba nadaljevanja te tradicije. Poleg tega so tudi pred šolo postavili spomenik, tale obelisk na stopnišču, ki je pa posvečen kranjski tekstilni stavki, torej še en pomemben dogodek iz medvojne zgodovine Kranja, ko je leta 1936 so v Kranju tekstilni delavci pričeli tako orjaško stavko in en mesec niso delali in zadeva se je razširila tudi drugod po Sloveniji. Potem je bila pa stavka nasilno zatrta. Delavci so seveda terjali višje mezde, ampak tega skoraj niso dosegli oziroma izboljšanje je bilo minimalno. Skratka, vzorec je tudi postavil ta spomenik v njihov spomin. Prav tako je vedno zelo čustveno govoril, ko se je spominjal svojih dijakov, ki so padli med drugo svetovno vojno, tako da v njihov spomin je tudi že en mesec praktično po koncu vojne so v avli šole postavili nek spominski napis, ki ga je on sam sestavil in to je pravzaprav prvi spomenik v Kranju, ki je bil postavljen po koncu vojne v spomin na njene žrtve. No, če se še tukaj navežem na predhodno predavanje, vzorec je tudi predlagal, da stražiški sitarji morajo tudi dobiti spomenik v stražišču in to tudi večkrat predlagal, ampak nikoli se zadeva ni uresničila oziroma menda je nastal osnutek, ampak onkraj tega pa zadeva ni šla. No, torej to, da je bil vzorec ravnatelj, je odgovarjalo njegovi strokovnosti. Res je sicer, da ni objavil zelo veliko strogo znanstvenih člankov, med parimi izjemami so taki naslovi, kot je recimo Poznavanje tkanin, pa nekaj podatkov o razvoju tekstilne industrije v Kranju, pa Slovenska tekstilna bibliografija. Je pa zato po drugi strani napisal res veliko raznoraznih šolskih učbenikov, ki so pa potem bili tudi strokovno dobro podkovani. Tovrstno gradivo je začel ustvarjati že v predvojnem času, ko je za dijake tekstilne šole napisal 4 skripta, ki so bila posvečena strokovnemu računstvu, vzorčnemu risanju, žakarskim vezavam in nauku o vezavah. Potem v letih po drugi svetovni vojni pa je ta 4 skripta dopolnil še z dodatnimi 30 učbeniki in drugimi izdajami, ki so segale od povsem doma narejenih ciklostilnih verzij pa do same založbe in potem je prišel tudi do Državne založbe Slovenije, ki mu je financirala par zadnjih knjig. Skratka, ker je ta literatura v tem času bila precej skromna v Sloveniji, so te njegove knjige uporabljali tako rekoč po celotni Sloveniji in tudi drugod po Jugoslaviji. Med naslovi, ki jih recimo najdemo danes v Vzorčevi bibliografiji na Kobisu, so knjige z naslovi, kot so Dezinatura, listne vezave, žakarske vezave, tkaninoznanstvo, tvarinoznanstvo, tekstilna terminologija,
tkalski preračuni, poznavanje in dekomponiranje tkanin, kratek pregled noše znanstva, tekstilne slovi in izdelki, od vlaknine do tkanine, osnovni pojmi tekstilnega strokovnega računstva, deziniranje progastih in karirastih pestrih tkanin in tako dalje. Skratka, pokriva praktično vsa možna področja. No, tako da podrobneje, da se ne bomo spuščali zdaj vse, si poglejmo samo eno knjigo, ki sem jo jaz prelistal, pa malo analiziral, Tekstilne snovi in izdelki. To je izdal pri DZS na začetku 60. let. To je neke vrste učbeniški pregled, pri katerem se najprej analizira v začetku tekstilne surovine, torej obris obilici fotografij, risb in raznih diagramov, predstavlja zgodovino in lastnosti teh materialov, predvsem najbolj obširno bombaža, lana in svile. Potem se posveti surovinam živalskega izvora in tudi zelo podrobno opredeli, kaj je ovčja volna, kozja dlaka, dlaka kameljih koz, pa kamelja dlaka, kunčja dlaka in na koncu konjska žima. Potem analizira še lastnosti kovinskih niti in umetnih vlaknin, tudi zelo natančno, in potem se preusmeri k predelavi tkanin. In najprej spoznamo pri njem sisteme predenja in na podlagi teh do takrat opisanih materialov. Potem pa nam predstavi še vrste prej in sukancev in na koncu tkalstvo. Najobsežnejše poglavje potem posveča prav tkalstvu in tu natančno predstavlja različne vrste. In proti koncu pa razpravlja še o tiskanju tkanin, o lastnostih in poznavanju tkanin in o različnih vrstah uporabe. Torej tu analizira praktično vse od moških plaščev do rokavic in preprog. Na koncu pa zaključi z pregledom slovenske tekstilne industrije in tekstilnih šol, tako da je res tak, vsaj po moji presoji, ki sicer nisem v tekstilstvu, ampak se mi zdi tak koncizen in natančen pregled tudi za laike in učence zelo koristno tudi danes. Poleg tega Zorec je tudi veliko pisal o tekstilnem šolstvu, ker je bil tako vpet vanj. Pri tem se je zavzemal za tesnejšo povezavo med tekstilnimi šolami in tekstilnimi tovarnami, torej da bi se izboljšala zaposljivost. In tako da to je tudi en del njegovega opusa. No, se pravi, to je Zorčeva vloga kot vodilni gorenjski tekstilni strokovnjak. Bil je pa talentiran tudi na številnih drugih področjih, tako da bi, čeprav to ni ožje zvezano s tekstilstvom, bi vseeno predstavil tudi to, vsaj na kratko. No, že od konca druge svetovne vojne je bil Zorec del uredništva tega regionalnega časopisa Gorenjski glas in tam je bil mogoče najbolj vesten kronist kulturnega dogajanja v Kranju in po drugih gorenjskih krajih. Tako da dolga desetletja lahko gremo skozi te različne letnike tega časopisa in beremo njegove prispevke o raznih gledaliških predstavah, o razstavah, o novih muzejih, vsakršnih kulturnih dogodkih. Vedno je pohvalil to, kar se mu je zdelo vredno pohvaliti, znal pa je tudi okarati, če so bili ljudje pasivni ali če je vladalo kulturno mrtvilo v kakšnem kraju. Tako da res je v tem Gorenjskem glasu je objavil ogromno različnih sestavkov iz kulturne, iz politične, iz gospodarske zgodovine Kranja in Gorenjske. Veliko je bilo potopisov po gorenjskih krajih, potem je pa to še razširil na druge pokrajine in na zamejske dežele. Res se je trudil, da je vsak kraj, o katerem je pisal, da ga je obiskal, se na licu mesta prepričal, ali je to, kar piše v knjigah, resnica in po potrebi še dodal kaj novega. Zelo rad se je pogovarjal z domačini, ki so pač mu povedali še razne podrobnosti. Skratka, zelo z veseljem je brskal po manj znanih dejstvih, ki pa so bili vedno taki zanimivi dodatki njegovim besedilom. Tako da bralci časopisa so ob branju vseh teh njegovih sestavkov, ki če bi jih združili v neko celoto, bi verjetno nastala ena krepko zajetna knjiga. Skratka, bralci so bili so se vedno naučili nekaj novega in tudi bil je priljubljen
pač avtor v časopisu, ker je pisal v takem preprostem, berljivem oziroma, kot je sam rekel, v kramljajočem slogu. Tako da so razna pisma bralcev s pohvalami na njegov račun dokaz, da so ljudje z zanimanjem brali te njegove sestavke, pa včasih tudi kaj popravili in dopolnili, ker seveda je tudi on delal napake. Poleg tekstilstva in pisanja pa je bil Zorec še Prešernov slavec, torej velik ljubitelj življenja in dela Franceta Prešerna in jasno seveda s selitvijo v Kranj je ta njegova ljubezen samo še narasla. Torej razvidno je, da je že Zorčev oče bil velik ljubitelj Prešerna in zato je tudi sinu dal ime iz prešernovske tradicije. Črtomirjeva mlajša sestra pa je, verjetno ni presenetljivo, je pa dobila ime Bogomila. Torej, zdi se, da je šlo za neke vrste svojevrstno prerokbo, tako da Črtomir Zorec je v duhu svojega imena, že ob krstu, torej nekako je potem največ svojih moči posvetil ravno Prešernu. Torej, ko se je vrnil v Kranj po drugi svetovni vojni, se je zelo intenzivno angažiral pri vseh projektih, ki so bili posvečeni Prešernu, oziroma večino je tudi sam spodbudil. Tako da ne bi pretiravali, če rečemo, da je ta popularizacija Prešerna v Kranju, in s čimer se še danes zelo radi hvalimo, da je bila pravzaprav projekt enega samega človeka, torej samega Zorca. Namreč po drugi svetovni vojni je Prešeren dobil neko tako novo podobo, ki je do takrat še ni imel, namreč postal je neke vrste revolucionarni pesnik, ki je napovedal partizansko gibanje in torej to borbenost in zmago tega gibanja. In Zorec je to podobo podprl s svojimi nastopi. In Kranj je v tem času, kot je rekel en muzealec Scene Avguštin, je po vojni prevevalo neke vrste posebno prešernovsko vzdušje, ker je celo mesto delalo na popularizaciji pesnikove vloge. V središču vseh teh aktivnosti je, kot rečeno, bil Zorec, pa da vrsto desetletij je bil tudi kustos v Prešernovem muzeju, v Prešernovi hiši, torej to jasno veste, da je Prešeren umrl v Kranju in da imamo tam danes muzej. Skratka, ta boj za ustanovitev muzeja je bil dolgotrajen, je trajal 2 desetletji. Zorec se je tukaj zelo angažiral, da bi ta muzej vendarle odprli, recimo tudi uspelo mu je v Kranj privleči Jožeta Plečnika, ki naj bi tudi pomagal pri organizaciji te hiše. In po številnih pozivih in zavlačevanjih je bil muzej vendarle odprt. To je pa na tej drugi sliki, na desni je ta slavnostni govorec, pisatelj in politik Beno Zupančič, Zorec je pa tam v sredini s klobukom v rokah. Torej Zorec je bil kustos tega muzeja in je to ostal do upokojitve. Bil je zelo agilen pri iskanju raznoraznih predmetov oziroma, kot je on rekel, reliktov, ki so povezani s Prešernom. Tako da vsaka najdba kakršnegakoli novega rokopisa, slike, kipa od Prešerna ga je izredno navdušila in to je vedno posvetil kakšno stran ali dve v Gorenjskem glasu, kadar je odkril kaj novega. Predvsem je bil navdušen, ko je Gorenjskemu muzeju uspelo odkupiti ta originalni portret od Prešerna, ta prvi znani od Franca Goldensteina, kar je seveda to še povečalo legitimnost Kranja kot Prešernovega mesta. Tako da imel je res ogromno idej povezanih s Prešernom in od katerih so nekatere uresničili, mnogih pa tudi ne. Zdaj, uspelo mu je recimo, da so postavili najprej v avlo te Prešernove hiše njegov doprsni kip, to je na tej levi sliki, ki ga je naredil kipar Frančišek Smrdu, ki je bil celo Zorčev sošolec nekaj časa v Pragi na študiju kiparstva. Potem pa mu je uspelo tudi prepričati za Kranj za postavitev celopostavnega spomenika. Tukaj je osnutek na desni fotografiji, se pravi, to je pa potem isto Smrdu in še en pomočnik Loboda sta ustvarila skoraj 5 metrov visok Prešernov spomenik, ki je tudi tak
krepak, močan, partizanski, da ne rečem, in je seveda potem bil slavnostno postavljen in ga imamo še danes pred Prešernovim gledališčem. Istočasno mu je recimo uspelo doseči, kar smo lahko tudi hvaležni, Kranjčani, da so preklicali že zelo resen načrt o prekopu Prešernovih ostankov iz Kranja v Vrbo, namreč to je bil neka ideja, da pesnikovi ostanki sodijo pač ob njegovo rojstno hišo in ob cerkev Svetega Marka. No in Zorec je toliko časa vztrajal tukaj v Ljubljani in prosil te odgovorne, da tega ne storijo, da je na koncu vendarle so popustili in je Prešeren ostal v Kranju. No, po drugi strani ni nikoli dočakal uresničitve svojih sanj glede ustanovitve Prešernovega inštituta, se pravi, on se je zamislil neko znanstveno ustanovo, ki bi bila posvečena praktično zbiranju gradiva o Prešernu in strokovnemu pisanju o njem. Niti ni dočakal preureditve Kranja v neke vrste slovenski Weimar, kot je on rekel, se pravi Weimar, nemško mesto, iz katerega sta bila dva največja nemška književnika, ki sta živela, Goethe in Schiller, tako da Zorec si je zamislil tudi Kranj podobno urejen kot Weimar, neke vrste mesto muzej, kjer bi cvetil kulturni turizem, ki bi bil utemeljen na dediščini Prešerna in Simona Jenka in drugih literatov. Mimogrede, ko Jenka omenjamo, danes je obletnica njegovega rojstva, pa tudi Zorec je kot v bistvu izšolani kipar in se mogoče vprašal, če je naredil kakšen kip, pa imamo kaj njegovega v Kranju in v bistvu imamo en doprsni kip od Simona Jenka, ki ga je naredil v knjigarni, ki se imenuje Po Jenko, sam zdaj žal je spravljen v enem prostoru, ki ni dostopen javnosti, ampak mogoče nekega dne, da ga bo preselil bolj na plano, da ga bomo spet videli. Ja, tako da v bistvu samo en Zorčev kip imamo v Kranju. Skratka, Zorec je pisal to, o teh kulturnih pobudah je zapisal. Prav bi bilo, če bi Kranj v slovenskem prostoru ne slovel le po Iskri, Savi in Tekstil Indusu, pač pa tudi zaradi nenehne in vzorne skrbi za lice mesta, ki ne bo Prešernovo. Tako kot je nemški Weimar vas Goethejev in Schillerjev, ter kot je Salzburg vas Mozartov, tako vas pesnikov naj bi postal tudi Kranj. Saj turizem ne pomeni samo jesti, piti in spati, ampak tudi kulturno doživeti naše kraje, ki so pravzaprav prva vrata v našo Slovenijo. Naj bodo ta vrata urejena lepo in kulturno. Tako da ideja je imel, ampak marsičesa pa seveda ni dočakal. Veliko se je jasno ukvarjal s Prešernom in predvsem tem obdobjem zadnjih 2 let in pol, ki ga je Prešeren preživel v Kranju. In to je zbral vrsto pričevanj, predmetov in podobno. In vse te podatke je potem zbral v knjižici Po Prešernovih stopinjah, to je izdal 3 leta pred smrtjo. In tukaj je v bistvu zelo na kratko predstavil ta svoja spoznanja, ki jih je praktično prvič in edinič iz časopisa prelil v knjižno obliko. In to je še nekako danes verjetno najpomembnejši vir, če se raziskuje ta tema Prešerna v Kranju. In takrat je povedal na predstavitvi knjige, da ostaja zvest svojemu dolgoletnemu načelu, da bolje razumemo Prešernova dela, če ga spoznamo po človeški plati. Posebno pozornost je skozi vsa desetletja potem posvečal še Prešernovemu gaju, torej to je nekdanje mestno pokopališče, ki je danes spominski park, kjer je pokopan Prešeren in Jenko in nekateri drugi spomeniki. Tako da ta Prešernov grob je bil za Zorca neke vrste sveta zemlja in se je zato prizadeval, da bi bil ta celoten park neke vrste posveten sakralen prostor, da tako rečem, ki je posvečen kakopak Prešernovemu spominu, pa tudi drugim umetnikom. Tako da prizadeval se je celo, da bi v parku postavili spomenike drugim pomembnim ustvarjalcem, Kranjčanom, pa tudi, da bi tja prenesli grobove nekaterih gorenjskih umetnikov, ki so bili ali v tujini ali pa niso dobro skrbeli za grobove, ampak tega pa ni nikoli dosegel.
Seveda tudi bil je dolgoletno bitko z raznimi vandali, ki so razgrajali Pogajo in uničevali spomenike, in nekaj malega je dosegel sprememb glede boljšega nadzora in zaklepanja zvečer in tako dalje. Prav tako je organiziral, da se na prvotni Prešernov grob, namreč ta grob, ki ga imamo danes, je prekopan bil. Skratka, na prvotno lokacijo je dal postaviti neko spominsko ploščo, ki razlaga, da je bilo to prvo mesto. Uspelo mu je pa tudi organizirati, da so iz Ljubljane, iz Žal prenesel posmrtne ostanke in pa nagrobnik Ernestine Jelovšek, torej Prešernove hčerke. Ta grob je enkrat po naključju odkril v Ljubljani, se je za čudo izkazalo, da je, čeprav je 50 let že po njeni smrti, da je še vedno ohranjen, da ga še niso prekopali, in potem je prosil upravo, da se slučajno ne bi ta grob izgubil, da mu dovoli prenos v Kranj, in so mu pustili, tako da danes je Ernestina Jelovšek pokopana ob svojem očetu. No, zavedal se je torej Zorec, da vsi ti njegovi načrti in pobude ne bodo nikoli uresničeni, tako da eden od zabavnih načinov, kako si je dal duška, da to izživi, to frustracijo, da je občasno objavil neke take hecne fantazijske zapise, recimo en ima naslov Kranj v letu 2072, in v njih se je pa nekako sprehodil po Kranju v tem letu, in je tako vse lepo urejeno, je tako kulturno mesto, in seveda so uresničili vse njegove pobude, tako da vsaj na ta način je izživel vse to, kar je želel videti v mestu. No, zdaj sem ga seveda Zorca zelo pohvalil, je pa tudi treba dodati majčkeno kritike, torej ta njegova vloga je ostala zelo nekako regionalna. Vse do danes se običajno ne vključuje v te največje raziskovalce Prešerna, namreč vendarle je imel tukaj pomanjkljivo izobrazbo, je bil ljubitelj. Vse te njegove raziskave so pravzaprav zbiranje takih drobnih dejstev iz Prešernovega življenja, in včasih se mu tudi očita, da malo literarizira, da dodaja neke podatke, ki niso preverjeni, da malo olepša zadeve. Ampak vseeno, to ne sme pustiti, da ga cenimo kaj manj, namreč še vedno je in za popularizacijo Prešerna v Kranju in za vse te spomenike povezane z njim in za tekstilno šolstvo opravil izredno delo, in tega tudi ne smemo podcenjevati. In skratka, bil je res nekaj posebnega. Vsak 8. februar je celo v Prešernovo posteljo, v kateri je umrl, je polagal sveže vrtnice. In to je delal vse potem do smrti jeseni 1991. In skratka, je taka markantna oseba, ki sicer mogoče ni prav zelo dobro znana v Kranju oziroma že majčkeno pozabljena, tako da mogoče bi si tudi on zaslužil kakšen spomenik v Kranju, ali pa mogoče celo dva, enega v Prešernovem gaju, pa drugega na tekstilni šoli, ker je to nekako kraja, ki jo je najbolj zaznamoval s svojim delom. V redu, jaz bom zaključil. Hvala lepa za pozornost.